Malce še počakajva, da se pojavi. Samo malo, da vidim, kaj se mi dogaja. Mogli bi že biti gor, zdaj bomo sem pogledali, če sva v živo. Ja, kaže, da sma, jaz pa ne vidim. 26 ljudi nas že je z nami, tako da čisto malo, da se še jaz priklopim. Evo, takole. Evo, živijo, a se vidimo. Se vidi, kad delamo preko Zooma, dve tehniki skupaj, ampak vseeno, evo, smo pa z vami. Pozdravljeni, dragi moji, živijo, draga Vlasta. Bravo, bravo. Evo, takole. Glede na to, da mi ne kaže preko Zooma vaše vprašanja, če boste imeli kakršnakoli vprašanja, jih bom brala na telefonu, tako da mi jih lahko pišete sproti. Seveda, takrat, ko bom delala tehniko, pač ne bom mogla, ampak bom pa vsekakor prisotna in vam sledila, če bo karkoli. Dobro, dragi moji, drage moje Slovenke, dragi moji Slovenci, evo na drugem srečanju z našo Vlasto Kuster. Hvala, draga Vlasta, da si z nami. Upam, da se imaš dobro z nami. Z veseljem. Ja, tako. Prvič je bilo v redu? Prvič je bilo v redu? Seveda, seveda. No, super. Vlasta, dajte mi najprej prvo povedati stvar. Koliko časa se že ukvarjate s to tehniko? EFT tehniko? Od leta 2011 delam samo to individualne terapije z ljudmi, kjer uporabljam EFT tehniko in vse ostalo, kar sem se tekom teh let naučila in vso svojo intuicijo in ja, tako da. EFT in tapkanje pa vedno vključim in vidim, da ga imajo ljudje radi in vidim, da deluje in tako da je to ena kombinacija marsičesa. No, saj ne bo pomoč, zdaj že ga jaz vse posod vključujem, ker se mi tako zdi, da je to res edina prava stvar za odstraniti naše podzavestne vzorce. Bi pa mogoče Vlasta delila eno zgodbo še, ker ne vem, tisti, kateri nas niso gledali v prvi oddaji, to pomeni, kako je prišlo do tega, da smo midve z Vlasto, da sem se prijavila na Vlastin tečaj, dejansko, da mi je Vlasta pomagala odstraniti določene blokade, ne vseh, po mojih imam toliko, ampak v redu je, tiste najmočnejše so pa šle stran. Vedno sem se spraševala, zakaj vsak me vidi uspešno, samozavestno, ne vem, dobro, ne vem, kakšno vse. Lepo. Ja, evo, lepo in tako naprej. Zakaj to sama pri sebi jaz ne začutim to, kar vidijo drugi? Kvečemu je bilo huje, ker sem dobivala tako, še večje breme, odgovornost. Nekdo je rekel, wow, ona je pa evropska menedžerka, še eno breme, še eno breme, še eno breme. Vsaka nagrada mi je povzročila dodatno breme in večjo odgovornost do vas, drage Slovenke in dragi Slovenci, da se prikažem v tej luči. In potem grem v knjižnico in najdem Vlastino knjigo. Mislim, da je bilo Srečamo se z EFT tehniko, je bilo tako? No, sedaj Vlasta, če imate knjigo pri roki, prosim, če pokažete. Tale ta prva, vidiva zrcalno, tapkanje odpravi negativne misli in občutke. Ja, verjetno je bila tale, ne? Mi vidimo dobro, vi vidite drugače, mi pa vidimo čisto lepo napisano. Čisto lepo napisano, to pomeni tapkanje, odpravimo te negativne občutke in mislim, da je bil glih en tak moment, ker sem spet dobila nekdo, pa če bom to, pa gor, dol, pa sem pa tja in prijem v knjižnico. Jaz sem drugače ljubiteljica knjig, res, tako če bi videli, jaz jih imam vedno vse povsod, kamorkoli lahko pridete. No, in kupim Vlastino knjigo in preberem v enem mahu to knjigo in sem že kar takrat, ko sem to knjigo kupila, sem začela delati s to tehniko. In Vlasti napišem, Vlasta, mislim, da je bila sobota, kar zvečer. Ja, ne vem. Napišem mail in napišem, draga gospa, rada bi se srečala z vami in sicer takoj začnem delati z vami, če mi res lahko odstranite
moje podzavestne vzorce. Če se spomnite, sem že govorila o mojih podzavestnih vzorcih predvsem, ker prihajam iz skromne družine, ker sem bila tako vzgajana, je res en moj močen vzorec manj vrednost. In potem sta neka Vlasta, ta vzorec se me tako drži, da nikoli se ne vidim dovolj vredna ali dovolj dobra, kot me vidijo drugi. Zakaj je to tako? Ne more me drugi videti boljšo, kot pa sama sebe. No, danes naj vam povem, da mi moj mož reče, da ni Vlasta preveč tega vzorca odstranila. Včasih na momente, res. Tako da, Vlasta, a lahko mogoče se dotakneva tega, no najprej še tudi to. Knjigo lahko tudi kupite pri Vlasti, Vlasti Kuster, jaz imam 2, mislim, Vlasta, da 3. še ni prišla ven, že prišla 3. ven. Pa prideta letos, 4 sem si planirala, torej to sta prva in druga. Prva in druga govori v bistvu o čustveni bolečini, o tem, kaj vse doživljamo, o anksioznosti, depresiji, o naših neprijetnih občutkih, ki so del našega življenja. Druga je pa to, kar je zdaj Tanja omenjala, o samopodobi. Se pravi, na podlagi neprijetnih izkušenj se oblikujejo naši vzorci in ti vzorci nas potem vodijo kot nek avtomatski pilot čez življenje in to je pa moja nova samopodoba. Se pravi, kako te vzorce prepoznamo in kako jih spreminjamo. In del tega, kar zdaj v živo delamo, je teoretično pa vse tu napisano z slikicami, z grafiko, tako da lažje razumete in lažje razumete, kako stvari delujejo. Mislim, jaz bi tako rekla, obe knjigi sta priporočljivi, vsekakor priporočam tisti, ki se niste še srečali sploh s tehniko, EFT tehniko, je prva knjiga izredno dober uvod v to, kjer vas zgodbami pripelje, kaj vse lahko vas pripelje tudi do vaših vzorcev. No, zdaj pa dajva se dotakniti konkretno Vlasta, če se lahko, kaj so to podzavestni vzorci, o čem govorimo? O tem se danes zelo veliko govori, v angleščini je zelo uporabljen izraz limiting beliefs, mi bi to prevedli omejujoča prepričanja. In to ni samo nekaj fancy ali pa nekaj zanimivega, to je nekaj zelo, zelo pomembnega, zelo temeljnega. Gre za to, da ko na primer otrok naredi nekaj narobe, pa ga starši v dobri veri ga skregajo, ga hočejo naučiti, kako se pač živi, ampak če so preglasni, premočni, če je preveč kritike, se ta otrok, namesto da bi razumel, moram kozarec pospraviti, da se ne zlomi, otrok začne v sebi razmišljati, jaz nisem dovolj dober. In potem naslednjič se spet zgodi nekaj, da ga v šoli, na primer, ali pa v vrtcu nariše sonce druge barve, recimo, in ga učitelj, vzgojiteljica krega, to pa res ni prav, ne, na primer, vijolično sonce. In otrok spet začne razmišljati, jaz nisem dovolj dober. In potem se zgodi tretja stvar, na primer, ima bratca, sestrico, dobi jo nerodno prime, pa spet odrasli, pazi! In otrok spet ne začne, on ne dojame sporočila, zdaj pa moram paziti na dojenčka, dojenčki so občutljivi, otrok spet dobi opozorilo, nisem dovolj dober. In to se nalaga. In potem otrok na ta način dojema svet, ker otrok je najprej prazna knjiga, prazna, in potem, ko se dobi ta prepričanja, se to vgradi v njega. In do 7. leta nekje se ta prepričanja oblikujejo, nisem dovolj dobra, moram biti popolna, nisem vredna ljubezni, svet je krut in tako naprej. In pol se pa to kar v nas usidra in ko smo mi odrasli, še vedno so v nas ta prepričanja, še vedno je to naša resnica in to je naš avtomatski pilot in točno življenje naše nam je odsev naših podzavestnih prepričanj. In zato je to tako zelo, zelo, zelo pomembno, ker ta prepričanja, ki so se v otroštvu oblikovala, če jih ne ozavestimo, če jih aktivno ne spreminjamo, so točno to, kar nam življenje daje. To je matrica, naš DNA, na podlagi katerega se nam življenje konstruira. In taki ljudje nam prihajajo naproti in take situacije, kjer se mi čisto isto počutimo kot majhen otrok, ki so ga kregali preveč in on te kritike ni sprejel kot nek dobronamerno vzgojo, ampak kot osebni napad. In te vzorce, če se vam situacije pojavljajo, da imate premalo denarja, da ste skozi brez, pomeni, da imate vzorce povezane z denarjem, ki niso okej.
Če se vam pojavlja, da imate v partnerstvu težave, pomeni, da imate tu vzorce, nisem dovolj dobra, ne zaslužim si ljubezni in podobno. Če se vam v poslu, če imate skozi ljudi, ki nekaj hočejo od vas, pomeni, da imate lahko vzorec, drugi so pomembnejši od mene, ali pa potrebe drugih so pomembnejše od mene, ali ta vzorec, ki sem ga recimo pred par dnevi prepoznala, sem bila začudena, ampak sem ga resno mogla se lotiti, moram delati to, kar drugi hoče od mene. Logično, kot smo otroci, moramo delati, ampak danes, ko imamo pa že toliko let, pa nam več ni treba. Podzavest je pa še vedno, moram delati to, kar drugi hoče od mene. In zato smo mi danes tukaj, da vam pomagavate sploh razumeti, zakaj se gre, da razumete celo štorijo, da razumete igro in da razumete, da imamo moč to spreminjati. In da danes se bomo pač lotili tega vzorca, nisem dovolj dobra. In jaz kot terapevtka opažam, da je v Sloveniji to zelo razširjeno, da smo kot narod, imamo kolektivno mnogo teh vzorcev, manj vrednosti, moramo garati, moramo biti pridni, ampak nikoli prav ne zasijemo, nikoli prav si ne zaslužimo nagrade. In to je verjetno ta zgodba tudi, ki jo je Tanja opisala, pomeni, ona je na zunaj za svojo pridnostjo, delovnostjo, inteligenco, za vsemi vrednotami, ki jih ima, dosegala visoke standarde in je dosegala nagrade, ampak njena podzavest je bila pa tam kot deklica, ki je bila kritizirana, ki nima dovolj, ki karkoli naredi ni dovolj. In pojavi se ta razkorak med tem, kar mi v resnici dosežemo z nekim svojim uspehom in življenje nas nagradi, ampak naša podzavest je pa ostala na nižjem nivoju. In podzavest nas hoče dol potegniti, dol, hoče, da smo tu, kjer je naš kot en termostat, hoče nas dol potegniti, hoče tako termostat, ki ga imamo nastavljen, hoče ves čas temperaturo, 22 stopinj, in če bo pretoplo, se bo peč ugasnila, če bo prevroče, bo spet narasla in skozi mi bi naj nihali tukaj. In ko kdo prebije to mejo in postane ful uspešen, se pojavi razkorak in to je zelo velik konflikt med tem znotraj sebe in ljudje lahko čutijo tesnobo, čutijo, da si ne zaslužijo, začnejo sami sebe sabotirati, več ne verjamejo ničemur. Izgorelost, ponavadi je takrat najhujša izgorelost, zaradi tega, ker rečeš, oni me vidijo tako dobri, jaz moram dokazati, da sem tako dober. In se to največkrat, preobremenjenost, to so vsi simptomi, ki se potem zgodijo. Vlasta, mogoče, jaz moram spremljati, malo gledam zraven, ker če so kakšna vprašanja, tako da že mama, ampak bi vas prosila, a je možno, da pol Vlasti proti koncu postavimo vprašanje, ko končamo, zaradi tega, ker če ne bom skozi gledala tako dol na telefon, kakšna vprašanja so. Vlasta, ali se to pomeni, da se moji vzorci, boljša sem, bolj me drugi vidijo boljšo, meni se ta vzorec bolj potencira? Pokaže se in oglasi se in reče, Tanja, pridi dol, ti sem spadaš. Ja, točno to. Ti sem spadaš. Ja? In potem Tanja, ker je toliko odprta in ker so časi taki, da so informacije na voljo, Tanja išče rešitev in Tanja jo najde. Večina ljudi je pa ne najde in imajo tesnobo in imajo konflikte. Mogoče, Tanja, samo eno stvar bi rada povedala. Vsi poznamo primere zelo uspešnih glasbenikov. Začnemo z Elvisom Presleyjem. Fantastičen glas, mislim, še danes ga užite. Vse je imel, ja. Ampak njegova on je zrasel v eni taki, mi bi rekli v kontejnerju, taki hiški, mičkeni, z njega so se norčevali, on kot najstnik je on tak imel svoje frustracije in njegova samopodoba je bila bistveno nižja kot njegov veličastni uspeh in on je imel konflikt. In če gledate čisto zadnje posnetke, pa to srce se ti para, ko je ves zabuhal od tablet, to je tik pred njo umrl, je cla, ne zna več govoriti, ko je čist uničil sam sebe, zato ker je samopodoba bila dosti nižje. In ta konflikt, to tesnobo, to grozo, ki se pojavlja, ki jo podzavest sproža, je v bistvu ti ljudje želijo pomiriti z razne droge, alkohol, kaj substance, karkoli, kar bi pomagalo. In to je zgodba Whitney Houston, Amy Winehouse, še marsikaterega uspešnega glasbenika, ki smo ga oboževali, ampak sam je imel pa tak konflikt. In če bi takrat on znal te vzorce, če bi ga nekdo znal voditi, bi lahko počasi se naučil živeti s tem uspehom in prosperirati. In tisti, ki prosperirajo, tisti nekako samopodobo ali uspejo dvigniti, tisti, ki pa imajo znotraj tega konflikta, pa ne zdržijo dolgo. In zato so ti vzorci res ful pomembni. Če hočemo biti poslovno ali kakorkoli uspešni, da svojo samopodobo dvigujemo, naš termostat na višjo temperaturo, na višje
Evo, to sem želela še povedati. Ne, ste krasno, da ste se tega dotaknila, ker to ni samo hvala, da ste odprla glasbenike, ampak veste, v poslu je pa spet tako. Ja. Mislimo, jaz imam veliko strank, ko so pripravljene, ja, pa zakaj mi ne gre v poslu, pa so pripravljene žrtvovati 24 ur na dan, da najdejo prave stranke, namesto da pogledajo, kaj se skriva v njih. In še vedno smo tukaj, da premalo vlagamo vase. To je največje orodje, naše največje orodje, ko ste lahko danes srečni in jutri spet srečni. In potem, ko mi nekdo napiše, če živim v kakem vesoljstvu, ne vem, v kakem drugem svetu, jim želim sporočiti, ali pa tako, kot sporočam vam. Ja, z drugimi vzorci je druga resničnost, drug svet si naredimo, ja, to je moja druga resničnost kot starimi vzorci, ja, res je. Ampak kaj pa je pomembno? Da ko mi nekdo kaj takega napiše, se spoznam moj vzorec, ker se spomnim, moji niso imeli denarja, jaz si ne zaslužim toliko denarja, moji niso bili na taki poziciji, jaz si to ne zaslužim, pa kako bom jaz, pa kaj se moram dokazovati. Zato pravim, mislim, vzorcev, jaz, ko sem prišla vlasti, sem rekla, Vlasta, dajma začeti čistiti, se ne vem, kje bomo, ampak hvala Bogu, tako kot je Vlasta rekla, jaz se celo življenje izobražujem. Cel čas, to je pri meni notri v sistemu, da se zavedam, da se bomo do konca svojega življenja izobraževali. In hvala Bogu, da sem spoznala Vlasto in še marsikaterega dobrega učitelja, ker je prav za to področje, ki ti pokaže, in Vlasto, mislim, da je najboljša vam tudi, da vam predstavi in da odstranite vzorce. Je pa treba vedeti, katere vzorce. Ja, ne zdaj tako, dajte tukaj sem. Malo je treba se poznati. V redu, Vlasta, greva midve eno tako, ko sem prišla k vam, pa se neka vsi drugi me vidijo dovolj dobro. Odlično. Uspešno. Tako sem rekla, Vlasta, če pa Tanja Skaza ima vzorce, pa jih ima pa cela Slovenija. Pa kar gremo v akcijo. Tako da jaz bi se prepustila, Vlasta, zdaj vam, da greva, jaz predlagam tako, da bomo ljudem se približali, da vi govorite, jaz se bom pa tapkala. Ponovila pa bom, kje se tapkamo. Ne, Vlasta, to pa lahko še vi dotaknete se, da jim poveste, zakaj se tapkamo na teh področjih. Sem, da jim poveste, zakaj gremo na ta področja, lahko se tapkamo z obema rokama, jaz se ponavadi z eno roko tapkam, ampak zakaj so točno te cone, Vlasta? To so akupunkturne točke, ki jih je ta ustanovitelj Gary Craig izbral iz množice akupunkturnih točk, ki jih imamo po telesu. To so v bistvu energijske točke, končne točke meridianov. In če tapkamo po teh točkah, posegamo svoj energijski sistem, naša čustva so v energijskem sistemu, naši občutki so v energijskem sistemu in če tapkamo po teh točkah, lažje neke misli izrujemo iz sebe, neke občutke izbrišemo in lažje vnesemo nove resnice. Torej imamo nek dostop do nečesa, dosti bolj, kot če bi se samo intelektualno pogovarjali. Super, evo, to si bom še pol napisala vprašanja. Imamo nekaj vprašanj, ampak bomo odgovorile kasneje na ta vprašanja. Zdaj bomo malo delali, pa na koncu še lahko se teoretiziramo, ker hočem, da imate danes izkušnjo in da vidite neko razliko in da samo teoretično ni dovolj. Tako, jaz sem pa pripravljena. Evo, mislim, da me vsi vidite. Evo, Vlasta, vam pa sedaj prepustim vlogo. Lahko začnemo, ne? Ja, jaz predlagam, da začnemo tudi. Dobro, v redu. Potem pa naredimo najprej globok vdih in izdih, prosim. In rečite na glas, nisem dovolj dober ali nisem dovolj dobra. In poslušajte, kaj vam vaše telo govori. Ne iti na različna vaša področja doma, pa družina, pa posel, pa ne vem kaj, ampak bodite sami v sebi, poslušajte svoje telo, iz telesa ven, kar mi že. Poslušajte, kaj vam vaše telo govori, kako močna je ta resnica za vas od 0 do 10. Če bi bilo 10, da to zelo, zelo drži, torej 10 je najbolj kritično stanje, 10 je tisto, ko že solze tečejo. In nič je tisto, da rečete, ne, to pa več ni moja resnica, to sem pa že predelala ali predelal. Torej, nisem dovolj dober, nisem dovolj dobra, kako močno resnico čutite zdaj, da je to za vas. Torej, vzorec preprosto prepoznamo, da izrečemo nek stavek na glas
in ga začutimo in poslušamo, kako odzvanja. In če imate neko vrednost, mi verjetno nimava prav visokih, tisti, ki pa se še niste resno s tem ukvarjali, pa verjamem, da boste kar našli številke. Napišite si številko od 0 do 10, lahko si napišete na papir, da jo imava pred sabo. In zdaj želimo mi ta vzorec spremeniti. Najprej bomo šli osnovni krog tapkanja, zato da malo se navadimo in potem bomo šli iskati tiste zgodbe iz vašega otroštva, kjer se je ta vzorec oblikoval. Bolj podrobno, teoretično vam nimava danes časa razlagati, to res lahko v mojih knjigicah preberete. Če boste šli na mojo spletno stran vlastakuster.si, lahko naročite. Zdaj pa gremo, da imamo čim večji učinek. Za vse, ki pa rabite teoretično podlago, pa so knjige. Pa kar začnemo na karate točki, Tanja bo tapkala in rečemo: kljub temu, da nisem dovolj dobra, se imam rada in se sprejemam. 3-krat, prosim. Kljub temu, da nisem dovolj dobra, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da nisem dovolj dobra, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da nisem dovolj dobra, se imam rada in se sprejemam. Tako, naredimo prvi krog. Nisem dovolj dobra, na vsaki točki rečemo: Tanjo, glejte, ona zdaj že to obvlada vse. Nisem dovolj dobra, 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 nisem dovolj dobra. Zdaj gremo izmenično. Kaj pa, če sem dovolj dobra? Ne, pa nisem. Stavek novo se tepe v nas. Kaj pa, če nisem dovolj dobra? Ne, pa nisem. Dobra. Ne, pa nisem. Ja. Kaj pa, če sem dovolj dobra? Ne, pa nisem. Kaj pa, če sem dovolj dobra? Ne, pa nisem. Kaj pa, če sem dovolj dobra? Ne, pa nisem. Kaj pa, če sem dovolj dobra? Ne, pa nisem. In tretji krog je pozitiv, vnesemo novo resnico. Dovolj dobra sem. Dovolj dobra sem, 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 dovolj dobra sem. Tako, spet narediva vdih, izdih. Predlagam, da imate zaprte oči, meni dosti bolj pomaga, ker imam zaprte oči, zdaj pač imam odprte, ampak ko zaprem oči, se pa poglobim vase. Tako, ukvarjamo se sami sabo, čutimo sebe, ne samo intelektualno, ampak čutimo sebe, svoje telo. Zdaj pa želimo iti še globje nazaj, zdaj pa želimo pogledati, kdaj so se ti vzorci oblikovali. Pa se primemo, tukaj en tak lep prijemč, zelo rahel, nežen, s 3 prsti, tako, kotičke oči in tukaj, in zaprete oči in rečete: koliko je stara mala Tanja v meni, mala Vlasta v meni, mali Marko v meni, ki se je naučil, da ni dovolj dober. Preprosto pustite, da se vam kak spomin pojavi, kak prizor, kaka izkušnja. Fajn bi bilo, če je to iz otroštva, lahko iz najstništva, lahko je tudi iz odraslih let, ampak močnejše spremembe delamo, če gremo čim globje nazaj, takrat, ko so se vzorci oblikovali, in to je pred 7 letom starosti. Torej, prepustite se intuiciji, zaupajte, nič ne morete narediti narobe, poiščite en prizor malega otroka v vas, ki je doživel nekaj neprijetnega in otrok je začel razmišljati: aha, nisem dovolj dober. Mogoče so mu starši samo želeli povedati, da se ni primerno oblekel, ampak ker so to naredili na grob način ali pa nepotrpežljivo, otrok to čuti: nisem dovolj dober. Ok, ste našli kak prizor? In zdaj bomo spet tapkali, zdaj bomo izpustili tapkanje po roki, kontinuirno bomo tapkali po vseh točkah in vmes imejte res zaprte oči, čutite, doživljajte, ne se bati kake solzice, ne se bati občutkov, nekateri boste imeli mravljince, nekateri boste mogoče vas malo tiščalo. Moramo iti čez to neugodje, zato da pridemo, da to sprostimo. Torej, ne se bati občutkov, to vam je že prejšnji teden Tanja lepo razložila. Čutite in procesirajte in dovolite, da počasi žalost odteče, ker se moramo mi napolniti z veseljem, z energijo, z strastjo, z ponosom in s tem, kaj nam vse lahko vsak nov dan prinese. Ok? Torej, začnemo na točki zgoraj, tako kot Tanja tapka, imamo zaprte oči, prepustite se, čutite, glejte zdaj sliko tega otroka, mogoče vam bo malo, na začetku se boste malo morali navaditi,
Tapkajte, glejte sliko tega fantka ali te deklice, ki doživi, nisem dovolj dober, nisem dovolj dobra. Ustvarite si nek svoj ritem, preprosto premikajte se iz ene točke na drugo, tapkajte, glejte tega otroka in zdaj si predstavljajte, da pridete vi kot odrasla Tanja k mali Tanji, odrasel Marko k malemu Markotu in ga objamete in ga pogledate v oči in mu rečete, kako si, mali moj, kako si, mala moja, razumem te, tu sem pri tebi, točno vem, kako se počutiš, dragi moj otrok, moj si, moja si, stisnem te k sebi, potolažim te, povem ti, da si čisto v redu, povem ti, da si dovolj dober, povem ti, da si dovolj dobra, povem ti, da sem jaz, odrasla Tanja, navdušena nad tabo, mala Tanja. Wow, kaj vse že znaš? Ampak ne moreš še znati vsega, komaj otrok si. Nimaš še končane niti osnovne šole, niti srednje, niti faksa. Nimaš še vseh teh življenjskih izkušenj, učiš se, na začetku poti si. Ampak jaz, odrasla Tanja, cenim vsak tvoj korak, vsak tvoj napredek. In če ti kdaj ne gre nič hudega, to je pač igra življenja, to je pot, po kateri hodimo. In ti povem, da si dovolj dober, si dovolj dobra, moja mala Tanja. In zdaj obriševa solzice, posmrkava in zdaj želim videti iskrico v tvojih očeh. Želim videti, kako ti nasmeh zasije, kako si vesela, kako lahko čutiš, da si dovolj dobra. In poskusite zdaj začutiti tega otroka, kako je dovolj dober. On je dobil priznanje, ona je dobila podporo in ta punčka zdaj čuti, da je dovolj dobra. Čuti, da je vse v redu, ne rabi biti popolna, ne rabi vse narediti prav, ampak čisto dovolj dobra je. Vsak dan se kaj na novo nauči, vsak dan kaj na novo doživi. In probajte čutiti tega otroka, kako je dovolj dober, kako je dovolj dobra. In zdaj si predstavljajte, kot da gre taka zlata svetloba čez tega otroka in izbriše to resnico, nisem dovolj dober, nisem dovolj dobra iz vseh nivojev bivanja tega otročka. In vanj se natoči, kot v stekleničko, da se voda natoči, se v tega otroka natoči tak lep občutek, dovolj dober sem, dovolj dobra sem, v redu je. In zdaj ta otrok postane igriv in želiva ga narediti srečnega, želiva, da teče, želiva, da se veseli, želiva, da zasije. Ta otrok sije, ta otrok je srečen. Ta otrok je varen, čuti, da je dovolj dober. In zdaj mogoče bi Tanja malo opisovala, kako se punčka počuti. Ja, Iščeva ta občutek igrivosti. sem vesela, Ja, sem srečna, ja, sem svobodna, počutim se zmagovalno, počutim se ljubljeno, da me imajo radi, počutim se pametno, ja, vse dobro, kar naredim. Počutim se opaženo, vidijo me, vidijo, tukaj sem, tukaj sem. In mala Tanja steče zdaj po travniku, teče, čuti veter, čuti sonce, čuti travo, čuti ptice, čuti metuljčke poletje, čuti, živi, vse je v redu v njenem svetu, varna je. Mala Tanja nič več ne čuti, da ni dovolj dobra, ona je dovolj dobra. Ona je lahko vesela, igriva, radostna.
In ko malo Tanjo naredimo igrivo in radostno, potem je tudi velika Tanja avtomatsko igriva in radostna. Potem tudi velika Tanja sprejme, da jo življenje nagradi za njen trud, za njeno delo, za njene dosežke. Potem je tudi to vse dovolj dobro. Dovolj dober sem, dovolj dobra sem. In zdaj vprašajte tega vašega otroka, a še kaj rabiš, mali moj, a še kaj rabiš, mala moja? A Tanja mala še kaj rabi? A je fajn? A lahko v domišljiji karkoli naredimo za njo? Ja, Tanja je dobro, super, krasno, odlično, počuti se varna, srečna, da jo imajo radi. Tukaj je dovolj, da je samo to, kdor je. Ni potrebno nič drugega, lahko je iskrena, lahko pove to, kar misli. Lahko počne to, kar počne. Potrebno, da drugim ugaja. Srečna je, srečna, zadovoljna. Vse, kar počne, dela z ljubezni. Uživa. Ker je dovolijo, da je samo to, kdor je. In zdaj si tudi odrasla, Tanja, dovoli sem to, kar sem. Ne rabim več ustrezati, ne rabim se več vsem prilagajati, lahko sem to, kar sem, lahko zažarim v vsem svojem sijaju, lahko živim svoje poslanstvo, lahko najdem tisto pot, ki je zame najboljša, za kar sem sploh prišla na ta planet. Lahko odkrijem tisto Božje v sebi, lahko živim to ljubezen in to dajem ljudem. Ne živim več, mene več ne usmerja strah, ampak me usmerja moj lastni navdih, usmerja me tisto, za kar sem sploh prišla sem na to zemljo. Usmerja me moje poslanstvo, vodi me ljubezen. Nič več ne živim pod vplivom strahu, nič več ne živim, da ugajam komorkoli. Živim svojo resnico, lahko sem to, kar sem, taka kot sem, nepopolna, ampak vseeno dragocena in lahko živim polno, kvalitetno in veselo. Ok, naredimo vdih in vzdih. Ok, kako se počutiva, Tanja? Jaz se počutim odlično. Krasno, jaz bi tudi tako rekla, da če ima kdo željo, točno to, midve sva ta vzorec že nekako predelali in nimava kaj dosti dodata. Če ima kdo kakršnokoli željo, mi lahko napiše, lahko v zasebno sporočilo napiše za naslednjič, ne vem, ne počutim se dovolj, ne vem, karkoli, nisem srečna s partnerjem, zdi se mi, da je prav, da trpim, ker so trpeli moji stari, karkoli. Ampak to smo midve že predelali in jaz ne morem kar naenkrat nekih vzorcev tle odpirati ali pa Vlasta, če nimamo teh. Ampak bova pa vesele tisto, kar je pri vas toliko zaznamovalo. Mene je zaznamovalo to, kako me vidi okolica. Nisi dovolj dober. To pomeni, drugi me vidijo dobri, sama sebe ne vidim. In to je vzorec, ki mi je marsikdaj, sem ga iz dneva v dan delala, pomagal, da sem bildala sebe, na nek način svojo notranjost. Tako da, ja, Vlasta, jaz mislim, da če imamo kak konkreten primer, tako tudi konkretno v tem primeru, da lahko se poigramo tudi malce zgodbo, ker je fajn, da naprimer punčko, tudi ko je majhna punčka, Vlasta je rekla, spomnite se dogodka iz osnovne šole, iz srednje šole. Naj vam povem, da sem se spomnila dogodka iz vrtca, da je bilo eno 5. srečanje z mano in Vlasto, kjer pač nisem se rada igrala s peskom, nikoli se nisem igrala in tudi dan danes nič ne počnem rada tako s prstki, imam vedno rokavice, ki me vse moti v tem. In se spomnim, ko je vzgojiteljica želela, da se igram s peskom in sem kričala, da ne, da to ni, in je še dan danes to noter v meni ostalo, dokler nismo pač z Vlasto imeli priložnost to poiskati notri. Tako. V redu, to, kar sem pa zdaj na koncu rekla, cilj teh najnih srečanj, ki jih bova naredila z vami, je ravno to, da Slovenci preidemo, da ne živimo več v strahu, ampak da živimo v svojem navdihu,
v tem najboljšem, kar smo, kar imamo kaj za pokazati in da očistimo te vzorce, ker pol šele lahko živimo nek mir, neko ljubezen, neko radost, pa čisto preprosto zadovoljno življenje. Ne? Ja. Se čisto strinjam. Vlasta, mi test naredimo, še to, še enkrat rečemo, nisem dovolj dobra, pa spet zapišete številko in poglejte, če je kakšna razlika od začetka do zdaj. Predvidevam, da je malo padlo, lahko je fejst padlo, lahko to še večkrat ponovite. V glavnem, to je pot, da pridete čisto do nič. Verjetno nismo zdaj še čisto naredili tega, ker so dogodkov več, ker se zlagajo stvari, ampak imam eno smernico, smo vam pa dale danes. Ne? Nisem dovolj dobra, želimo testirati, koliko je številka zdaj, spet zaprete oči, rečete na glas, poslušate svoje telo. Tako. Evo. Predlagam, da si naredite takole lestvico, tudi drugače je, ko ste, tako kot reče Vlasta, mi da smo zdaj javno in da bom zdaj vse govorila strahove, vi pa lahko, ker ste doma in ste sami in si kaj rečite, karkoli čutite kot majhna punčka. Joj, sem trpela, niso me imeli radi, niso me videli, sem osamljena, cel kup teh stvari, kar odprite. In vedno predlagam, da ko ste z nami, imate lestvico in na tej lestvici ocenite najprej svojo točko in po tej seansi. Pri meni je bila tako, Vlasta, tudi 9 je bila kakšna, pa iz 9 prišla na 4, ampak smo res potem delali. Tako da ponavadi, ko sem prišla k Vlasti, sem imela tle gor določene stvari, ko sem šla od Vlaste, so bile tle. Ja. V tem delu. In smo jih shranjevali, da sva videla in Vlasta, na primer, spremlja potem, koliko je bil tisto, vpraša za nazaj, preverimo in gremo naprej. Dobro, ampak, dragi moji, dokler nismo pripravljeni vložiti vase, to pomeni investirati vase, ko sem prišla k Vlasti, sem rekla, Vlasta, jaz predvsem, kar si želim, če nekaj investiram vase, in če mi garantirate oziroma če ste prepričani, da mi bo pomagalo, absolutno se odpre za to. Tako da naj vam ne bo žal dati nekaj denarja v investicijo v vas, kot pa za obleko. Obleko boste dali 2-krat, 3-krat gor in jo boste dali stran. Kar pa daste vase, je pa za celo življenje. In na primer, ko končam z Vlasto, grem na intenzivni dogodek z voditelji, ker si želijo delati na sebi in delajo vikend, cel vikend so pripravljeni. To meni, delajte na sebi, delajte na sebi, delajte na sebi. Ker to je tisto, za kar tudi tole počneva. Se ne počneva zaradi tega, ker bi želele se pokazati, ampak tako, nama je to pomagalo. Jaz sem pa rekla, da mi je pa s tem res pomagala. Okay. Mogoče samo en poudarek, zakaj delati na sebi? Zato, ker to je najlažji način, da spremenite življenje svoje. Ne se mučiti na zunaj, ker se samo mučite, ker se komaj kaj premakne. Če na sebi premaknete stvari, se na zunaj z lahkoto vsem zrihta, vse vam pride nasproti. Ker ko zrihtate sebe, svoje vzorce, spremenite svojo vibracijo, spremenite čisto vse, kar vam pride v življenje. Če pa sebe zanemarite, pa delate samo na zunanjih stvareh, na primer v podjetju se reorganizirate, prijatelje reorganizirate, biznis, spletne strani, na koncu so spremembe minimalne. Če pa pri sebi naredite drastično transformacijo, potem pa z lahkoto naredite spremembe tudi na zunaj. To je ključno in zato, ne zato, da imamo zdaj mi tu neko luksus, da delamo na sebi, da je to zdaj fama nas, ko nimamo kaj druga početi. Sploh ni res. Če delamo na sebi, delamo zato, ker hočemo življenje svoje spremeniti in ker se na vseh nivojih začne spreminjati. Ja. To je zato je to, ker je to najlažja pot, najhitrejša. Najbolj učinkovita. Pa tudi točno to, najbolj učinkovita, pa to je začetek. Začetek. Vlasta, zdaj pa se bova dotaknili nekaj vprašanj, ki sva jih dobili. Dajva. Lahko? Vlasta, ali se lahko pošpricamo z esencami pred tapkanjem? Jaz lahko vam povem, da jaz se pošpricam, tako da je bilo ful zanimivo, ker je Katarina to napisala. Vlasta, zdaj pa vaše vprašanje. Ja, seveda. Karkoli vam pomaga, tapkanje lahko kombinirate z meditacijo, s tekom, s špricanjem, z esencami, karkoli. Dobro, da vidimo, tle nas vsi lepo pozdravljajo, vse je top. Vse te vzorce imam tudi jaz, govori draga Vesna, ki pa občasno prenašam tudi na otroke.
Krasno, draga Vesna, to je to. Če ne delamo, a veste, kaj eni rečejo, ja, ampak jaz sem Boga, jaz dajem svojemu otroku. Vaš otrok je prevzel vaše vzorce. Ko vi očistite svoje vzorce, jih vi odstranite svojega otroka. Vlasta, kaj bi tle dodala? Ja, absolutno. Dokler vzorca ne spremenimo, ga avtomatsko prenašamo iz generacije v generacijo. In to smo Slovenci zelo dobro vidimo, kako gre to iz generacije v generacijo. Ko spremenimo vzorec pri sebi, smo vzgled otroku in avtomatsko v nas vidi, ni treba sploh govoriti, on vidi, ko je mama srečna, ko je uspešna, ko se trudi, ko se iz vsake stiske pobere, ko se lahko zjoče, ko si prizna, da je tudi žalostna, da je jezna, da je nekaj ne gre, ampak je čez nekaj dni že spet na svojem tiru in gre naprej. Takrat to otroci razumejo, v redu. Če mi nekaj ne gre, vstanem in grem naprej. Ne pa kaj je bilo včasih Slovenci, pademo in smo do konca življenja depresivni, halo? In zato, če spremenimo... Ali smo žrtve, ali pa smo žrtve, ali se odločimo, da smo žrtve, ker smo bolani, takrat nas ljudje vidijo. Ali ko bomo jamrali, takrat dobimo pozornost. Tako da, zato potem postanemo večinoma žrtve. Jaz opravičujem, ampak to je en tak izraz, katerega sem spoznala, da ženske še posebej znamo to vlogo prevzeti, ker smo dolgo nismo imeli to volilno pravico in pol smo takrat, ko smo bile v vlogi žrtve, so nas ljudje opazili. Takrat smo bile opažene. In Slovenka, tipična Slovenka, je srečna šele, ko je nesrečna. Ampak mi to spreminjamo in tega je konec. In hočemo biti srečne, res, ko smo srečne. Tako, Nataša sprašuje, kako pa dejansko pristopiš k otroku, staremu 5 let, ki pravi, da ni dovolj dober, pa mu poveš, da ga imaš rad, je varen in tako naprej. Ja, vprašaš ga, lahko tudi tapkate z njim zvečer, ga božate, tapkate, najprej naj on opisuje svoje negativne občutke, dovolite mu, da izrazi in potem ga tapkate, če dovoli, če ne ga božate in mu rečete, glej, zame si dovolj dober, čisto v redu si, ne moreš še znati vsega, kar znajo starejši tvoji bratje, sestre, učiš se s tem, kar si čisto dovolj dober. Ja, veliko se treba ugovarjati s tem. Ja, ok, hvala. Tule imamo tudi eno krasno osebo, Tatjano Podbevškovo, ki ima pa krasna olja, tako da vrhunska, imam kar lepšo kožo zaradi nje. Ja. Okay. Vprašanje, ki ga pa mogoče nisem glih razumela, Ana, pa bi vas prosila, če bi ga ponovila, ali je potrebno pošpricati vodo pred tapkanjem? Ne vem, kakšno vodo, ne vem. Ne, jaz tudi ne. Pri tapkanju velikokrat postanemo tudi žejni, tako da je koristno imeti zraven, tako, da imate kar pripravljeno za pit. Sploh če jokate, toskrat jokamo tu na terapijah, takrat tudi pač smo žejni. To so zdaj, veste, to so vse detajli, ki so ali pa niso, to je vse nepomembno za moje pojme. Pomembno je, da se vi lotite čustvene bolečine, da jo ščistite. Vse ostalo so samo kozmetika. Ali špricate olja, ali vodo, ali to je, mislim, zdaj se govorimo o res močnih temeljnih stvareh, zdaj, ali to delate sede, ali leže, ali si je sonce, ali je dež, to ni važno. Važno je, da greste svojo čustveno bolečino, vse ostalo je samo maska, krinka. Kako lepo. Ženske imamo to rade, ampak bistvo je, da greste v bolečino, da jo ščistite, da spremenimo vzorec, to je bistvo. Nataša se zahvaljuje, kar se tiče otroka, drugo je, da se nama zahvaljujejo, eni so take lepo, ena je napisala Milena, mi je bilo ful lepo, hvala, da dajeta Sloveniji, odlična tehnika, ki gotovo vsakemu pomaga, točno to. Draga Milena, vsakemu, tudi moja mami tapka, Ana mami. Bravo. To je rekla, sem cel čas delala, sem skozi tapkala. Bravo. In še bomo zadnjo vprašanje, potem se bova poslovili počasi, pa bova pripravili, mi dve imamo temo za naslednjič, ampak bi bile vesele vaših predlogov. Kako spusti energijsko navezo, kako spustiti, po moje, energetsko navezo na bolečino? Ja, je treba delati, no? Ok, lahko odgovorim? Ja, izvolite. Potrebno je iti v bolečino, potrebno jo je čutiti, potrebno je zaplavati bolečino, sočasno tapka, toliko časa, da bolečina izgine. In ko izgine bolečina, ko nastopi praznina, napolnite srce z ljubeznijo in potem ni več vezi z bolečino. Torej, bolečino je treba podoživeti, čutiti, zaplavati njo, jo spustiti in ko se izteče iz vas, to boste sami čutili, to ni intelektualno, to je vse, kar doživite v sebi. Ko bo to odteklo iz vas, takrat nimate več energijske vezi z bolečino.
Mogoče še dam kot dodatno zraven, jaz jo ponavadi tudi posvetim zlatim žarkom. Ko prije do te bolečine, mi je krasno, da jo posvetim zlatim žarkom in sicer jim dajem moč, da čuti, da vem, da je tukaj, čutim te, v redu, zaznala sem te, jo posvetim in pol točno to, in pol jo tako spustim. Zadnjič mi je rekla ena stranka, ko je rekla, joj, tako težko razumem, ta spustim, sem se pa zdaj navadila. To je točno takrat, ko rečemo, ko sem ful utrujena in se kar uležem v poslu in rečem, nič ne morem niti pospraviti posodo. Evo, to je spustiti, vrže se pa rečeš, to je to. In če imamo mi krožnik, poln bolečine, potem ta krožnik ne moramo napolniti z ljubeznijo, s hvaležnostjo. Zato treba ta krožnik dati stran, spustiti in krožnik napolniti s hvaležnostjo, z ljubeznijo, ker ne imamo dveh, samo enega imamo. Tako. In ne iskati rešitev zunaj, ampak iščemo v sebi. To je tisto, ko nas karkoli zaboli, ko vam kdorkoli karkoli reče, ni njegova bolečina, je vaša bolečina. Se vprašajte, kaj je tisto, zakaj me je to zdaj zabolelo, katero čustvo se je pokazalo, kaj moram še predelati in se ukvarjite s seboj. Meni je tako lepo v življenju, odkar se ukvarjam s seboj. Najtežje, Vlasta, da se vrnemo nazaj, najtežje, ko se začneš ukvarjati s seboj. A veste, kaj je to? Ko čebulo, si predstavljate čebulo? Drage dame, ali pa tudi moški, ki kuhate, pa ko olupimo čebulo. Meni že solze, ne vem kdaj že pretečejo. To je čisto enako. Luščimo se, eno po eno, dajemo stran. Jaz mislim, da smo, Nataša, lahko pogledate na mojem profilu, javnem profilu, tudi na YouTubeu imamo, zdaj smo celo jo posnele, da bomo takoj dali na YouTube posnetek, tako da seveda, kako naredite, da vaša energija šprica in šprica, ampak ne šprica počasih, ampak ful šprica na vse strani. Hvala, Ana, mislim, ne vem zdaj, katero energijo imamo, obe energijo. Kaj bi rekla, Vlasta? Kaj naredite, da vaša energija šprica? Šprica in šprica. Treba se ukvarjati s sabo, treba si vzeti vsak dan čas, treba je najprej ščistiti bolečino iz sebe in potem se napolniti z ljubeznijo. In to recimo naredimo v meditaciji, da se povežemo navzgor, da začutimo, da nismo samo ta človeška bitja z vsemi našimi stiskami, ampak smo neskončno več, duhovna bitja. In mi nismo samo vredni ljubezni, mi smo ljubezen, mi smo povezani z vsem. In ko sami sebe čutim, ampak to je vsakodnevno delo, to ni kar tak, da ti poštar prinese, ampak treba delati na sebi, vedno pa je treba najprej ščistiti svojo bolečino, se ukvarjati z njo, se soočiti z njo, boli, ni fajn, tu pri meni jočejo, moje mravljince, boli. Tudi jaz sem jokala. Vzorce ščistiti, boli, ampak pol pa lahko začnete, živimo v hvaležnosti in jo delimo naprej. In ko nam malo svali, se spet ozremo vase, se spet sami sabo ukvarjamo. Tako da v dnevu je pomemben tudi tiste pol ure, 1 uro ali koliko mlade mamice, če nimate toliko časa, ampak vseeno, da se ukvarjate same sabo. Predvsem, da ne bežimo pred svojimi občutki, da se soočimo z njimi, to sva že velikokrat rekla, da se soočimo z njimi, da jih čutimo, negativne očistimo in se napolnimo s pozitivnimi. In to vse igra. In ko mi žarimo, potem tudi lepe stvari pridejo naproti. Vlasta, iskrena hvala, bi pa mogoče, če mi ne zamerite, marsikdaj mi vržejo naprej mlade mamice, celo mlade mamice, koliko malo imajo časa. Pa bi malce pokomentirala, zakaj, ker jaz tudi imam online tečaj in v online tečaju imam prav en program, kjer se razporeditev vlog. Mlade mamice imajo včasih več časa, kot imajo mamice najstnikov. Zato, ker mlade mamice otroci več spijo. In ko otrok gre spat ob 9, ni prepozno za mamico, da naredi to tehniko. Otrok spi tudi popoldne, kdaj, če se spomnimo, v vrtcu smo spali do 5. leta, in je čas, ki je namenjen vam. In z malim otrokom se tudi da vse delati, čisto vse, čisto vse. Včasih naj vam povem, več z malim otrokom, kot pa z večjim, ker ta večji potem že ugovarja, da tega ne želi. Tako da, naslednjič ima skupaj z vami čez 14 dni, tema, katero je mama pripravljena, je mama strah.
strah pred prihodnostjo, strah pred tem, kaj se nam bo zgodilo v službi, strah pred tem, kar se dogaja in tako naprej. V primeru, da ne boste imeli kakršnekoli druge teme, če bo pri vas se karkoli vam tako, da bi kdo želel, da rešujemo kakšen konkretno vzorec, mi napišite, lahko mi napišete v zasebno sporočilo, Tanja Skaza ga bom prebrala, delila z Vlasto, midve z Vlasto bomo to predelali in sva ponovno z vami. Vsi tisti, ki se želite pa to srečati najprej s tapkanjem, pa predlagam še enkrat, Vlasta, če dvignete knjigo gor. Jaz bi, Vlasta, predlagala, prosim, prva knjiga, Tapkanje odpravi najprej te negativne misli. Sama sem začela tapkati, preden sem prišla k Vlasti, ampak potem sem pa želela slišati vse to, kar je še potrebno narediti. Tako da najprej po tej knjigi, ko razdelate določene vzorce, prije moja nova samopodoba. Zaradi tega, ker iz tega, kar je rekla Vlasta, moramo začutiti bolečino, da lahko gremo gor. Dragi moji, ostanite, ali pa tako, postanite, bodite bitje luči, to pomeni svetite ali pa špricate to svojo energijo, pozitivno energijo, govorite samo resnico, bodite iskreni sami do sebe, ker ko boste iskreni do sebe, boste iskreni do drugih in bo to prišlo k vam. In ta tretja stvar, bodite samo ljubezen in počnite vse iz ljubezni. Vaš srček ve vse odgovore, čisto vse, samo treba jim je zaupati. Hvala, Vlasta. Hvala, drage Slovenke in dragi Slovenci, da delate na sebi. Čau, čau. Srečno!